Gospod Božič, Zagraški lok je nekako vaša ljubezen. Ste zato mogoče se veliko ukvarjali z njim in dobili idejo, kakšne nove vsebine urediti v njem? Ja, pravzaprav me je župan povabil k tem, da poiščemo skupaj eno vsebino. Zagrebški lok kot bivša vaška skupnost, ker so se ljudje pravzaprav družili, napali živino, prali in prostor je pravzaprav klical po eni novi vsebini in tako sem prišel do tega, da pravzaprav vzpostavimo en zeliščarski center. To pomeni, da ponovno združimo naravo z človekom, to, kar je bilo nekako zdaj oddaljeno na rob, in tukaj poiskati nove vsebine. Če govorimo o ta socialni moment, se pravi, govorimo o večplastnosti, potem je to tržni, izobraževalni, turistični, pa tudi v bistvu ta rekreativno-športni. Tako da to so vsebine, ki pravzaprav nekako potem narekujejo potrebo po eni novi, se pravi, novem produktu, oziroma to, kar bi pravzaprav tukaj delali, se pravi zelišči, da postanemo prepoznavni. Potem menimo, da pravzaprav nas Slovenija nima enega svojega lastnega produkta, ki bi bil dejansko tako prepoznan, kot je mogoče kje drugje. In to nas je peljalo potem do tega, da vključimo tudi ljudi s posebnimi potrebami, to je z pomočjo sončka. Namreč le s pomočjo njih mislim, da bomo tudi uspeli potem tudi, da ta zadev dejansko živi še in tudi najdemo nove projekte in pa produkte. Ali ima zeliščarstvo v teh krajih dolgo tradicijo, oziroma ali je morda cilj v prihodnje povezovanje tudi z zeliščarji iz drugih delov Slovenije? Ja, v bistvu nam je tudi en izmed programov ta, da pravzaprav povežemo na jugovzhodnem delu Slovenije vse zeliščarje in da najdemo ta skupen produkt, ki bi bil prepoznaven, pa vsaj blagovno znamko, da imamo skupno in najdemo to tržno nišo. Kar se tiče pa zelišč, ja, tukaj prav gotovo imajo tradicijo. Vemo, da so v teh območjih so posestva od različnih teh menihov, in te so ljudi izobraževali. Po drugi strani so si pa tudi ljudje sami pomagali pri različnih boleznih z zelišči. Se pravi, tako kot je taka beseda reče, se pravi, za vsako bolezen raste ena rosca, tako da, ja. In cilj centra vsekakor je negovati, ohranjati to bogato ljudsko vedenje in dediščino. Tako, ohranjevati, pa predvsem pa to, da se mladi ljudje začnejo izobraževati, se pravi, da od vrtca naprej pravzaprav prikažemo to, katere rastline so, kako naj ta stik z naravo, kako najti pravo rastlino in to potem seveda v vseh življenjskih obdobjih, bom rekel, nekje uživati. Hvala lepa. Prosim.